Na eno tako lepo oktobrsko soboto sem si podaril 70-kilometrski izlet do morja. Po poti pa vam bom povedal nekaj novic okrog novega kolesa, ki ga kupujem v Škofji Loki, in pa glede teh očal Revorej, ker sem dobil domov 2 nova para. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo že v drugi polovici oktobra in zjutraj je bilo kar precej mrzlo, komaj kakšnih 8 stopinj Celzija. Zdaj popoldan se je pa naredilo eno tako lepo sončno vreme in 19 stopinj, tako da sem se na pot odpravil kar v kratkih rokavih. Za tiste, ki morda ne veste, moja meja med kratkimi in dolgimi rokavi je 17 stopinj Celzija. Za en tak ravninski izlet do morja sem se odločil pretežno iz 2 razlogov. Eden je ta, da sem imel včeraj specialko na servisu, med drugim imam zdaj novo verigo in pa nove zavorne ploščice, tako da sem si rekel, grem naredim eno ravninsko lahkotnejšo progo, da ne grem prav takoj v kakšne vzpone in mogoče na težji način sprobam, če zavore v redi delajo. Potem sem pa zjutraj še pogledal na svojo Stravo in sem ugotovil, da sem bil v Marini Juliji na zadnje 12. oktobra 2024, eno dobro leto nazaj. Tako da se je prav lepo poklopilo vse skupaj in sem si rekel, lej, to pa moram danes odpeljati. Za pot do Marine Julije bom ubiral čim bolj stranske in malo prometne poti. Če pa koga točno zanima, kje sem se vozil, bo pa od spodaj v opisu videa tudi link do moje Strave. Zna pa biti, da sem letos zadnjič v kratkih rokavih, ker že v naslednjem tednu so rekli, da bojo prišle neke ohladitve, tako da bom res izkoristil ta današnji dan. Super, lepo je, toplo, malo piha, ampak je zelo prijetno. Evo, glej, po dobre pol ure vožnje sem že prišel do Gradiške in nadaljujem lepo pot proti morju. Tle čez Gradiško je zmeraj malo več gneče, še posebej danes, ko je sobota. Ok, zdaj sem spet prišel na eno stransko cesto, tako da je malo več zatišja. Ja, glede teh očal Revorej sem dobil domov 2 nova para in za oba sem ugotovil, da jih ne bom nosil. Prvi par so Revorej Lumo, sicer lepa, taka modrikasta očala, zanimiva so zato, ker so fotokromatska in se pač temnijo glede na sončno svetlobo, ampak na žalost, ko sem jih dal gor na glavo. Ja, tako so videti v redu, dober občutek, všeč mi je ta fleksibilnost. Zdaj manjka samo še zadnji test. Aha, tukaj pa vidim problem, namreč očala so previsoka in se mi zadevajo v čelado. Če jih dam od spodaj, potem mi tle pritiska na nos. Ne. Teh ne bom mogel uporabljati za kolesarjenje, vsaj v kombinaciji s to čelado ne. Sem takoj videl, da so previsoka in da za kolesarjenje v kombinaciji s to mojo čelado ne bojo prišle v poštev. Drugi par očal so pa ta Revorej Brisk Y7. Ki pa so sicer super očala, zelo dobro zatemnijo, tudi lepo mi sedejo k čeladi, skoraj nimam pripomb, ampak so mi tako preozka. Žal, to so očala, ki že na spletni strani piše, da so namenjena za ožje obraze, se pravi bolj za dame in gospe, ne pa toliko za take tipe, kot kar sem jaz. Tako da tudi teh očal, na žalost, za svoje kolesarske podvige ne bom uporabljal, ker vidim, da mi ne pašejo na obraz. Vsemu je edina pozitivna stvar ta, da sem jaz ta očala dobil zastonj, pač sponzorska varianta, tako da nimam nobenih težav s tem, če jih nikoli več ne dam na glavo. Tle sem zdaj izbral eno tako malo bolj gravel varianto, ampak super, se izogneš vsemu prometu
in ta makadam je res zelo dobro speglan, tako da ni nobene težave, če greš specialko. Zdaj, če so pa komu od vas taka očala všeč, pa kar preverite. Jaz imam en specialen link, s katerim se da priti do 21% popusta. Prime tudi koda RBASLO ali pa Matjaž 21. Vsekakor očala Lumo, ki so 70 €, lahko dobite za okoli 55. Tale Brisk Y7 pa na mesto 55 € nekaj čez 40. Tako da, če bi jih kdo rad imel, se kar splača. Peljem se po kolesarski stezi mimo letališča v Ronkah in tukaj vam pokažem eno lepo skulpturo kolesarčka, na podlagi katerega sem oblikoval logotip mojega YouTube kanala. Leha, kako je lušen, tak malo na vzponu, dobra drža in on tudi šiba dol proti morju. Tle od zadaj je pa letališče. Če boste sledili moji progi na Stravi, ga ne morete zgrešiti. Zdaj sem prišel na en kos malo bolj prometne ceste, ampak tu bo kakšne 2-3 km, potem sem pa spet na stranski. Lahko pa kljub temu občudujem te čudovite jesenske barve. Tle je res fantastično, ful je lepo. Spet sem na eni lepi stranski cesti, še tako ob vodnem namakalnem kanalu. Tak zelo dober občutek. Tukaj kakšen kilometer zračne linije stran je pa že morje, tako da bom tik-tak v Marini Juliji. Voda v tem namakalnem kanalu je pravzaprav iz reke Soče. Ti kanali so tukaj izpeljani po vseh teh poljih v mreži različnih manjših kanalov in pa črpalk, zato da vodo razpeljejo in z njo namakajo vse to. Je pa seveda kanal precej dolg in širok, tako da se v njem najdejo tudi različni športniki, predvsem kakšni kajakaši, vse leto, tudi po zimi. Kar pa je super, je tudi to, da je izven sezone ta cesta skoraj brez prometa. Praktično, če ne greš prav do plaže, skoraj nimaš kaj iskati tukaj. Tle se zapeljem na mostiček, da vam pokažem ta kanal še v celoti. Ja, kar precej širok je. Trenutno ne vidim nobenega kajakaša na vodi, tako da ne bom niti čakal. Grem kar naprej do Marine Julija. Kako lepo rastejo tukaj tej topoli. To tle uporabljajo za izsuševanje takih močvirnatih terenov. Še par 100 metrov pa bo Marina Julija. Ja, zdaj tako, ko je oktober, tukaj ni več kaj dosti ljudi. Sem pa kje pride kakšen avto, mogoče če je kak lokalček še odprt. Pridejo pa tudi tej surferji, kadar piha veter, se kar naberejo in potem tle jadrajo okrog. Drugač pa tak zelo majhen kraj, nič kaj dosti posebnega se ne dogaja, ampak poleti pa gneča nenormalna, da nimaš kam dati avta. Ja, je en lokalček je odprt, ni pa kakšne pretirane gneče. Jaz se pa zapeljem tle prav do morja, ker je narejena taka lepa betonska potka. Tam od zadaj se pa že vidi ladjedelnica Monfalcona. Tle pa par korajžnih ljudi, ki so šli v vodo.
Ja, tle je prav en tak poletni vibe, da se moram prav vsakič posebej opomniti, da je res že oktober. Lepo je, folk tle pride, se sprehaja in tudi meni je Marina Julija res všeč, tako v katerem koli letnem času, da pridem s kolesom dol na Enžiro. Sem se pa spomnil, zdaj res konec oktobra moram spet nabaviti kaj oblačil za jesen in zimo. Tudi vam priporočam, če bi mogoče iskali karkoli od tega, spletna stran Sirocco, z mojim specialnim linkom lahko pridete še do dodatnih 10% popusta. Občasno, 2-3 na leto, so pa tudi kakšne akcije, 20% popusta, tako da spremljajte moj YouTube in pa Instagram, saj vse tiste akcije zmeri tudi sproti objavim. Tudi za povratek od Marine Julije proti domu bom izbiral stranske ceste, tako da se bom izognil prometnemu Monfalconu, pa tudi en vzponček bom naredil čez Doberdob. Povedati vam moram tudi nekaj malega o tem, kaj je novega pri nakupu nove specialke v Škofji Loki. Prejšnji teden, ko sem to omenil v videu, sem dobil kar precej spodbudnih komentarjev. Vmes je bil samo en zagrenjen objokanc, ki je namigoval, da gre za nek kitajski čigumi, ampak glej, Jaka, to specialko bom vozil jaz, tebi jo ne bo treba, gre za moj denar, tako da ne skrbi. Če mi karkoli ne bo všeč, jo bom zamenjal, tako kot sem zamenjal Fujija, ki mi ni odgovarjal. Seveda je bilo pa daleč največ vprašanj okrog tega, koliko bo ostala moja nova specialka. Zdaj sem prišel na ta vzponček proti Doberdobu. To je res vzponček, dolg je 1 kilometer, na njem pa se dvigneš za 40 metrov, se pravi 4%. Lih toliko, da se lahko malo nadiham in občudujem te lepe, kraške jesenske barve. Lahko povem, da bo cena nove specialke 4390 €. Jaz sem ta teden že opravil prvo nakazilo, 2870. Dejansko gre za avans, s katerim se kupi material, se pravi okvir komplet Ultegra D2 grupa. Mislim, da je kaseta na 12 prestav 1134, pa mislim, da je bila zraven še karbonska belanca in pa sedež. Kar potem še manjka, so karbonski obroči, gume, zračnice in pa pedala, ter seveda komplet vse montaža in bike fitting. Kar je bilo meni zanimivo in pomembno, je točno to, da imaš tukaj bike fitting pred nakupom, kjer točno ugotoviš, kakšne mere rabiš. Dobesedno je vse narejeno na milimetre, višina sedeža, pozicija belance, dolžina gonilke ni da ni. In potem to kolo naročijo in ti ga sestavijo po meri, tako da paše točno tebi in samo tebi. Jaz do zdaj še nikoli nisem imel kolesa po meri. V bistvu, ko ga dobiš iz trgovine, nastaviš visino sedeža in to je to. Nikoli nisem spreminjal širine belance, dolžine pipe, gonilk ali karkoli drugega. Tako da zdaj se res prav veselim, da dobim kolo narejeno po meri in da vidim, kako ga bom potem vozil, ali bom bolj učinkovit ali kako bo. Seveda si pa dosti obetam tudi od tega, ker bo to kolo izredno lahko. Mislim, da je končna teža s pedali vred tam okoli 7,6 kg, kar je res malo. Ampak okej, pustimo čas v čas, naj pride oprema, naj to sestavijo in ko bom vedel kaj več, boste tudi vi izvedli več. Jaz bom zdaj opravil še en vzpon na tale naš slovenski del Krasa, zato da bom potem lahko na tistem lepem spustu proti Mirnu malo vdelal te nove zavore. To, kako se jaz vozim v dolino, vas verjetno ne zanima najbolj. Zato vam bi jaz samo še zaželel varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.